Petkova, centrifuga. Ponavljanje zgodovine je včasih prav nadležno, tako v obliki farse kot tragedije. Toda pri tovrstnih izjavah je danes treba biti previden. Nadgradnja Hegelove misli o ponavljanju zgodovine namreč pripada Marksu. Nemško sodišče v Hamburgu pa je njegovo učenje razglasilo za neustavno. V naslednjih minutah se bomo podali na pot po časovnem traku nazaj, vse od farse do tragedije. (2021, 2001, 1991, 89, 72, 69, 57, 45, 41, 39. In naša končna postaja je leto 1936. Kako si predstavljate leto 36? Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Olimpijske igre v Berlinu so bile prve s televizijskim in četrte z radijskim prenosom. Zvezda je bil Jesse Owens, ki je osvojil 4 zlate medalje in tako zadal simbolični udarec Hitlerjevi ideologiji o superiornosti arijske rase. Führer je besnil. Vendar se zdaj ne bomo prepuščali športnim užitkom v Berlinu, ko se je velik del tako imenovanega naprednega sveta navduševal nad Hitlerjevim gospodarskim čudežem, ki je seveda temeljil na krepitvi vojne industrije, militarizacije in represije. Podali se bomo čez Atlantik, kjer se je na filmskih platnih takrat začel vrteti film z izvornim naslovom Tell Your Children ali povejte svojim otrokom. There was a serious discussion of Shakespeare's Romeo and Juliet, when he suddenly burst into an uncontrollable fit of hysterical laughter. Izbruh neokrotljivega smeha ob Romeu in Juliji. Morda že slutite, zakaj gre. To je bil samo začetek. Ja, pred 100 leti so ljudje v propagandnem filmu celo skakali skozi okna. In to zaradi konoplje. Pa ne samo to. I saw him miss the ball by as much as 3 or 4 feet. Zaradi konoplje mladi niso zadeli teniške žogice in kar je še huje, bili so promiskuitetni in konoplja jih je spreminjala v krute morilce. There is only one verdict which you can find, and that is a verdict of guilty. Konoplja je bila obtožena in sledila so desetletja preganjanja uporabnikov, tako tistih, ki so si z njo olajšali zdravstvene težave, kot so na primer bili traumatizirani veterani vietnamske vojne, kot tistih, ki so z njo samo uživali, na primer ustvarili jazz. A užitek, to pa res ne. Če pomaga ljudem glede zdravja, ja, če to gre za užitek, pa ne. Pardon, napačno stoletje. Konoplja je bila celo tako nevarna, da je povzročala napake v času in prostoru. This, I understand, could be attributed to the use of marijuana. It causes errors in time and space. Napake v času in prostoru se očitno dogajajo tudi na slovenskih cestah, predvsem pred mejnim prehodom Fernetiči, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Jaz bom odstopil z Redkausa. A ga jaz povzročam? Dajte, prosim. Medtem, ko se čudimo kaosu nad kilometrskimi kolonami tovornjakov, nas preletava helikopter. Nekdo zgoraj maha. Je to predsednica? Ne, to je pilot. Upajmo samo, da ni pod vplivom kakšne substance. Ali še huje, da nikje kakšne ptice. Če bi 245 ptiča
bolj ta centralen kos stekla, pomocikovanje, zadeva dotla. Ne preveč slik zgledati, ker zgledajo grdo, ampak 145, kako prbijo, tla se spuščika palačinka. Očitno je res nekaj narobe s časom in prostorom. Mladostniki že sedaj enostavno ne verjamejo, da je marihuana tista substanca, ki vpliva na to, da so oni kot osebe spremenjeni. Dejstvo je, da se možgani mladostnikov še razvijajo in ima lahko konoplja tudi negativne učinke. Tako je bilo pred 100 leti, kot tudi danes, le da je danes na črnem trgu ob konoplji z veliko višjimi vrednostmi THC-ja pogosto tudi polno strupov. Sej ni težko trave dobiti, sploh pa ne v Ljubljani, tako da mislim, nič ne bo se spremenili, po mojem. Stroka gotovo mora biti vključena pri tovrstnih odločitvah. Tako tista, ki je proti, kot ta, ki tudi obstaja in je za. Še posebej, ko gre za mlade, ki ob naši nezmožnosti izpeljati kakršnekoli pametne poteze na svojih zaslonih spremljajo genocid v živo in se redijo. Stroka govori o epidemiji debelosti. Breda Prunk, Franetič iz zdravilišča Rdečega križa Debelji rtič. Ocenjuje se 20% prekomerno hranjenih in 6 do 8% debelih. Ekstremna debelost se je zelo povečala po covidu, nekje na 2%, tako da to je zelo resna situacija. Najboljši sužnji so tisti, ki zasužnjujejo sami sebe. Pa naj bo to s konopljo, ketaminom, sladkorjem, prazno hrano, alkoholom, s čimerkoli se da zasužniti in uničiti, le da so določeni načini nevarnejši od drugih. Nekateri pa radi zasužnjujejo druge. V Dnevniku so objavili posnetek moškega, ki je v enem od ljubljanskih nočnih lokalov potikal droge za posilstvo. Medtem policija posebne statistike o sintetičnih drogah ne vodi. Vse gre kar v isto malho. Potem, ko smo te koktejle spile, je bila naša prijateljica neodzivna. Psiholog dr. Aleksander Zadel v Odmevih o teh, ki potikajo droge, kot sta GHB in GHS. Motivacija teh ljudi izvira iz njihove lastne nemoči, da bi vstopili v enakovredne, običajne odnose. Ti ljudje tega niso sposobni iz svoje, lahko bi rekel, morda narcistične drže, neke mogoče psihopatske poteze, borderline poteze, seveda potem pričakujejo, da so drugi ljudi sredstvo, s katerimi oni zadovoljujejo svoje potrebe. Takšni in drugačni psihopati so pogosto zelo uspešni, saj jim je sistem pisan na kožo. Zelo uspešen je bil tudi trener juda Marjan Fabjan. Nekatere njegove nekdanje varovanke so spregovorile za tarčo. Po treningih naj bi jih, na primer, masiral gole, tudi mladoletne. Večkrat je bil tudi sam nag zraven, in pa se je pač to nekako stopnjeval, da je prišel pol do tega enkrat, da je pač šel čez in do konca. Prodajalka s hrano v Ljubljani mi je povedala, da ljudje te dni niso preveč lačni. Vsak mesec se namreč pozna, da so v dnevih pred penzijo ljudje manj lačni. Javno kopni kot ledeniki, hkrati pa kopnijo skladišča humanitarnih organizacij, kljub rekordni brezposelnosti in vsem davkom, pa tudi rekordnim cenam, hrane, osnovnih dobrin, da ne govorimo o nepremičninah. Revni zaposleni, pločniki, na katerih ležijo izplunjeni ljudje, moški, ženske, stari in mladi, tudi otroci so v primežu brezdomstva. Nova normalnost postaja tudi to, da ljudje umirajo vsem na očeh na hodnikih v ljubljanskem urgentnem centru. Tako razmere opisujejo v Srebrni niti. Sama sem spremljala teto, kjer sva čakali 12 ur. Sem videla sama na svoje oči, kako so menjali plenice starejšim ljudem na hodniku. Tudi to je Slovenija leta 2025. Za konec se zapeljimo še v Gornjo Radgono. Živinorejci so zasedli stojnico kmetijskega ministrstva na kmetijsko-živilskem sejmu.
Predstavniki ministrstva se ob tem niso počutili prijetno, zato so preprosto odšli. Zato, ker v situaciji, kot je bila, smo se počutili neprijetno. Neprijetno, preveč ljudi je bilo, preveč se je dogajalo. Preveč se je dogajalo tudi potem, ko so zapustili seje. Varnostniki so se spravili na kmeta. Okreval bo vsaj 14 dni. V tistem sem z zadnje strani začutil bolečino. En od varnostnikov, ne vem kateri, me je brcnil z polnim udarcem. A jaz sedaj vprašam odgovorne, kako delati naprej na kmetiji, kjer je 170 plemenskih svin, delam pa sam. Res je, da je Furs razkrinkal obrata za ponarejanje pralnih praškov, a zdi se, da smo zabredli tako globoko, da nam ne more več pomagati niti lažni Ariel. Med dežjem sva centrifugirala novinar Gore Strečnik in tehnični mojster Franci Moder.